je Zoritova ulica? 11. Kaj za mene stopne? Hvala. Mogoče bom vaš profesor. Zaenkrat vam lahko rečem samo hvala. Ste vi mogoče pisatelj Ostrogar? Ja. Jaz tudi pišem. Jutri, po jutrišnjem se dobiva. Popili bomo dobro vino in se pogovorili o pesmicah. Pridem, tovariš profesor. Nasvidenje. Moram, veste. Prav, nasvidenje, tovariš profesor. Dober večer. Kaj? Dober večer. Kdo pa ste vi? Profesor Ostrogar. Jaz sem naročila dekana. Dajte mi, prosim. Kaj naj vam dam? Kos kruha. Nalijte mi žganja. Zdaj ga pa še vi. Dejte.
Oh, dobro. Gospod profesor, kar za mano. Hvala, gospodična. Pozno je, gospod profesor. Res, pozno je. Ste utrujeni? Zelo sem utrujen. A ste strok? Če boste strok profesor. Ne, jaz ne bom strok. Sploh nisem profesor. Ne? Hočem biti samo dramatik. A drame pišete? Ja, igre. Pa tudi igrajo vaše igre? Ja, pa še kako. Ampak mi se v šoli nismo nič učili o vas. Prostite, pozno je že. Kaj je? On sploh ni profesor. Kaj? Kaj pa hudiča je? Profesor je, ampak noče biti. On je dramatik. Oho, takega pa pod našo streho še nismo imeli. Čisto navaden igropisec, ki ga igrajo ob gasilskih veselicah. Nič vredneš je, ja. Stara mahtarka. Sine, mil. Sem, danes ima polno, dekaj me hoče. Saj je bil prejšnji teden pri njej. Pojdi ji povedat. Ti pojdi, tvoja mati je. Nisem to mislil. Ti vsako stvar obrneš, da udar po meni. Ti pa po meni. Kaj sem pa rekel? Ni važno. Speterka, jaz ne grem. Greš ali ne greš?
Jaz ti pa rečem, da mi ta tip še malo ni všeč. Da nima ničesar. Če človek v teh letih razne obleke nima drugega kakor svoje drame, je zame nula. Razumeš? Nula. Ne gre za to. Ti nekaterih stvari ne boš nikoli razumel. On noče biti to, kar je. Prišel je. Tega so poklicali na občino. Rekli so mu, da je profesor nevarna osebnost. Neumno. Kako bi bilo to mogoče? Ne vem, Ciril, ne vem.
Očetu so zatrjevali, da ima kup nesprejemljivih lastnosti. A živeta, profesor je prišel. Veš kaj, mislim, da profesor je lažnjo. Gotovo kaj lepega ni bilo za tem, ker je bil strogar do sedaj. Morda je videl resnico v tisti družbi in jo dal ljudem. Pa veš, da je bilo tako? Gotovo ga obtožujejo za stvari, ki so v njih, ne pa v njem. Logično, vedno je tako. Bomo videli. Vajo mamo, a veš, da mamo? Ti pa hrane. Koliko je ura? No povej. Ampak bi že mogel biti hrane, tle. A ne? Ampak mene res zanima, kakšen je ta profesor. Gremo. Dan se še moramo prebiti skozi Hamleta. Vedno manj časa imamo za vaje. Kakšna igra pa bo to? Tebi sploh ni zmanjkalo besedila, ampak jeze in teme, da bi lahko govoril dalje. Človek mora biti zelo prizadet, da je lahko duh očetov ali Hamlet. Če bi bil med nami profesor Ostrogar, sem prepričana, da bi bilo bolje. Že vem, na kakega Hamleta ti misliš. Kak pa naj bi bil sploh, tudi Shakespearov, če ne Hamlet naši občuti? Ko sem dal zanč v Ljubljani, v gledališču, ni bila tu igra v damskem dvoru, temveč o našem, mojem. Bila sem vse, kralj, kraljico, Herapijo. Vse to je nas, razumeš? Čutim, da je profesor Ostrogar Hamlet, kakršnega v našem kraju še ni bilo in ga tudi ne bo. A tak ti misliš? Saj drugače ni mogoče. Je že naš Hamlet. Prišel je, da bi nas učil. A ni to že igra, drama? Kaj misliš, kaj nas bo učil? Zato sem povprašala Cirila, kakšen je, vendar nam ga skriva. Zakaj? Resnico je treba varovati pred ljudmi, sicer je ljudje takoj spremenijo Hamleta. Najamejo igralce in zaigrajo, zato da jo prikrijejo. Človeka nobeno sporočilo ni spremenilo, niti na bolje, niti na slabše. To ti misliš? Ne vem, kaj misliš ti, ampak če to, kar jaz, potem potrebujemo tega dramatika. Drže. Ne boš povedati. Pomnal tak, pomnal. No, kakšen je to rezultat? Kakšen bo najbolj človek, ki je kriv za vse, kar je bilo, pa še bo? A je lep? Tam piše, da ljubi fante. Kje?
Tam, očetu so pokazali. Kaj pa jaz vem kje? To že ne. To je pa nesramno, če hočete vedeti. Kaj pa koga briga, kako on živi? Jaz sem ženska. Sploh pa, ali ni to iztirjenost in nemorala? Glej, kdo ti je pa to povedal? Brala sem. Ali te to zelo moti jasno? Moti me ne. Potem je zadeva rejena. On čuti tako, kako mu je dala narava. Ti čutiš tako, kako je dala tebi. Jaz čutim tako, kako je dala meni. Dobar dan. Dobar dan. Kaj se je zgodilo? Smrt je v hiš. Stara mama je po noči umrla. Kako ste kaj spali? Ste šele vstali? Snoc ste bili pa zelo utrujeni. Ja, lepo je umrla, lepo. Naprej. Želite, prosim? Jaz sem prišel učiti na gimnazijo. Aha. In kaj naj napišem? Aha. Ime in priimek. Odkot ste in kaj ste? Povezani? S kom povezan? Mislila sem na partijo, če ste partijec. Ne. Če bi bili, bi vas lahko povezali. Je že v redu, tovariš profesor. Veliko lepega vemo o vas. Tovariš predsednik, to je tovariš profesor Ostrogar. Čast mi je. Pozdravljeni. Kako se kaj? Še kar. Hvala. Ja? Ste prišli?
sem na vas. Sedite. Zakaj pa, tovariš ravnatelj? Rad vas imam. Dramatik ste. Priznan slovenski umetnik. Poznam vaša dela. Ja? Ja. Veste kaj, tovariš Ostrogar, saj bi radi, da bi bil odkrit. Ta kraj je vaše zadnje službeno mesto, še... In vi ste me zaradi tega tako nestrpno pričakovali. Rad imam slovensko dramatiko. Seveda, rad imam tudi slovenskega umetnika. Ta kruh, to rožo Siromakovo. Pustite to sentimentalnost in retoriko. Ne gane me. Povejte mi raje, kaj ima to z mano. Na cesti ste. Ali veste? Ne. Dekret se glasi Gimnazija Stari trg. Ne. Dekret se v resnici glasi. Človek, ki prihaja, je sovražnik družbe, netalentiran umetnik. Dobro vam želim. Ne bi vam povedal, če vam res ne bi želel samo in samo dobro. Ne bi mi smeli. A vam ne bi smel želeti dobro? Ne. Ampak jaz vam hočem dobro, tovariš profesor. Pogovoriva se. O čem? Vsem. So vas naprosili, da z mano govorite zaupno? Kako to mislite? Naprosili? Na vseh gimnazijah sem doživel isto. Ja, kaj res ne vidite, kaj je dobro? Ja. Jaz vem, ampak vi najbrž ne veste. Sem prav slišal. Za vas je obratno sorazmerje. Čim slabše, tem boljše. Toda to je odhod z bojišča. Kakšnega bojišča? Skupnega. Kakšnega skupnega? Kje hudiča pa je sovražnik? Ga ne vidite? Ne. Torej ne veste. Vam bom jaz povedal. Sovražnik vam nisem jaz. Ne občina, ne policija, ne cenzura, pa vi sami, ki nam jemljete mir. Smešno, Mir. Cenim vaše prizadevanja, da bi me priključili v ugledu in sijaju površine skupnega interesa. Živite lepo, nič vam ne more blizu. Želite nam dobro, v resnici pa nas uničujete. Uničujemo vas. Nikoli vas nisem razumel. Vse je nič, vaš ravnatelj. Jaz še to nisem. Morda je, kdaj to še bom. Nič je to vaše življenje, nič je ugled in talent. Nič je uničen sovražnik, torej... Veliko se boste morali še bojevati, preden boste to, kar sem jaz. V vas je mnogo sovraštva. Razvaline hočete. Iz vašega odnosa do sveta je vaša provokacija. Uničujete vi. Ne lažite sami sebi. Pravite, da uničujem. Slab glasbeni posluh imate. Kako? Ali ne slišite glasbe? Kakšne? Klavirskega koncerta Johana Sebastiana Bacha
imenovanega Brandenburški. Ne slišim. Jaz pa. Ja, klavirski koncert, katerega hočem ga slišim, ker je. Za vas pa ga nikoli ni bilo in ga tudi ne bo. Le veste, da je. Jaz sem ga zanikal toliko časa, da ga zdaj slišim, kadar hočem. Kaj sem zdaj? Sovražnik ali pesnik? Kaj sovražim? Tisto, česar ni in mi pravijo, da je, ali tisto, kar je in mi hočejo vtepsti v glavo, da ni? Česar ni zame, ne more biti za vas. Stvarnost, ki me ovira, da bi prišel do sebe, je treba premagati. Sicer ne morem govoriti o svobodi. Svobodi? Nimam je. Ne mislim politično. Mene zanima nič. Kaj? Nič? Vsi smo na poti k njemu. Za vas je nič razdejanje vsega. Ko sem rekel, da slišim Brandenburški koncert, sem mu hotel pokazati, kako se hodi do niča. Trpeče in nevarno. Pa zakaj hoditi do niča? Pomika se vse, samo. Se vse pade v jamo, tovariš profesor. Jaz sem vedel, zakaj se bojite. Jama žal ni tisti nič, ki si ga jaz želim. Kaj pa samomorilci? Od tega nazora ni še nihče umrl. Pustimo perverzne, provincialne srhljivosti. Moj cilj je ta svet, ki je slab, spremeniti, urediti. To utesnjujočo zemljo poskušamo skozi svoj kaos previdov narediti manj tesno. Nič več. Brandenburški koncert se loči od časa in prostora, ker je glasba, ki hoče biti popolna in s tem postane nič ali najčistejše bivanje. Kako? Ne razumem. Nič in bit sta hkrati. Kako ste rekli? Ampak ali nisva popolnoma zašla? Kje sva že ostala? A ja, opozoriti sva hotel, kruh je kruh. Radi ga jeste. Nikoli ne bom nagovarjal ljudi, ne jim bo dobro, če sami nočejo. V redu, zdaj pa še tole. Imam hčer in sina. Teh stvari, te razume, ne boste govorili dijakom. Ne vem, kaj mislite s tem, ne govorili. O svetih, o svetu in o niču. Za resnejše stvari mi gre. Nič je za vas črv, za me pa Brandenburški koncert. In dijakom bom govoril o tem. V šoli ne, ker vas bom pri priči odpustil. Imam ukaz, da vas takoj onemogočim. Samo, če črhnete v teh stvareh. Obljubim vam, da v šoli ne bom zinil besede. Hvala vam. Veste, pred penzijo sem. Obljubil sem vam, da ne bom govoril. Ampak, ker je zunaj šole, bom govoril. Kaj? Menda je kaj mladih, ki pišejo, ki hočejo ustvarjati, ki hočejo razmišljati. A vseeno jim ne govorite teh stvari. Ne bodo vas razumeli.
Govoril bom. No, pa govorite. Ko boste odhajali od tu, boste gotovo rekli, da sem imel prav. Ali veste, da živim neko posebno življenje, ki ga ni strah smrti? Živim življenje, ki je že smrt. Težko živite. Samo tako se splača. Po načelih, ki dajejo življenje. Treba je sprejeti najhujše, kakor sem ga jaz. Če bi to storili, če bi vrgli čez prak razum, bi videli to, kar vem jaz. Bili bi neskončno sami. Tudi ta samota je pred smrt, ki bi vas naredila pogumnega, večnega. Vi pa imate le privid načel in privid zavesti. Pa vi, kaj imate? Nič. Že davno nič. In prav to je moja prihodnost. Za vas mi gre. Prepozno. Do konca bo šlo z vami. Žal mi je. Ne morem drugače. Vseeno vas vabim, tovariš Ostroger, v našo družbo. Hodimo v Dianico, veste, prelep kraj. Samota, da bi človek veselja vričal in dajal. Nasvidenje. Moje sožalje. Noči smo še Boga naša mamica. O, mamička, kako lepo spančkaš. Tako smo te imeli radi. Dobar dan. Tukaj sem si ga kupil. Težko je dan danes dobiti prostor.
ti seveda misliš, da je prostor zadeva drugih, ne tvoja. Povem ti, da je prostor boj za mirno razpadanje, kakor boj za boljše življenje. Nekoč sem mislil, kakor ti, umreš in da te je upravljeno. Da ni. Človek delal koristne stvari. V mojih letih je bilo vse to pametno, umno, nedosegljivo. Pa vendar še bi se imel dovolj časa, kakor ga imaš zdaj ti. Ona, tvoja mati, je želela, da bi mi trije ne bili več skupaj. Še po smrti ne, toda smrt nas zbliža. Tvoja mati je bila lepa. Lepota je moč, ki nas vse umami. Nekega dne pa se je začelo zatikati. Postali smo tujci za vedno med sabo. Tim, da nas je v sovraštvu do tebe tako trdo držala, je prikrivala svojo sebičnost, svojo nemoč ljubezni. Tak je postopek vsakega konca rodovitnosti. Če bi ne izrabila tvojega stran pota, bi bila kriva pred teboj. Motiš se, da so skoki na stran nekakšna pokvarjenost, slučajnost. Vedno so v zvezi z neko jalovostjo na drugi strani. In ta hip ujame moškega ali žensko nepripravljenega. Ga zgrabi. Kajti, če bi ga ne, bi se moral spremeniti, to pa pomeni propasti. Vi, gospod profesor, še videla vas nisem. Pismo imam za vas, neki dijaki so ga pustili tukaj. Takoj prinesem. Izvolite. In kaj sme postreči? Kavo in vinjak, prosim. Kako ste se kaj navadili v našem kraju? Odkot ste pa pravzaprav? Eni pravijo, da ste prišli celo iz univerze.
Glejte, kako ima. Kakor Krančičeva Fani. A ti je všeč? Zakaj ti je tako všeč? Ja, ker je taka. Kakšna? Kakor Krančičeva Fani. Sem jo videl na stranišču, ko se je oblačila. Sem videl Kako ti je pa ime? Srečko. Koliko pa vam? Kdo pa ste vi? Profesor. Tak, ki uči otroke. A potem boste pa učili Faniko, ha? Če hodi v gimnazijo, ja. Hodi. Zadnjo bo šla. Katera pa je zadnja? A imaš rad to Faniko? Ja. In mi je dala bombon. Jasno. Stanek. Lov. Vaš profesor, veseli smo, da ste med nami. Vas torej vodi kraljevič Hamlet. Dobro, ni slabo, če vas vodi tak brezkompromisni mladenič. Ah, pustimo zdaj to. Radi bi bili danes popoldne z vami. Dotegnete, šli bi v našo zidanco, da bi se pogovarjali. Bili bi zelo veseli. Pridite, tovariš profesor.
Imamo že vse pripravljeno. Tukaj je naša zidanca. Tam boste šli večkrat z našim očetom. S katerim očkom bom hodil sem? Kaj ne veste? Jaz sem išči vašega ravnatelja. Evo vino, Filip. Tele še enega, le. Zapele še. Nazaj. Lepo je tukaj. Lepo. Kaj pravite, tovariš profesor, bi nas lahko kaj dobrega privezalo k sebi? Ja, a si ti pristovila zadnji? Dobro, tudi razvezuje. Tudi. Jaz sem za razvedovanje. Imeniten je. Tudi kruh je zelo dober. Potem bomo zapeli. Pesem. Najvišja oblika resničnosti je pesem. Vse drugo je stvarnost brez možnosti. Je kakšna domišljija, da upite stvarnost. Navdih. Kaj mislite, da je? Pazite se načel. Le živite po načelih. Prej ali slej boste pijanci. To se pravi, da bom pijanec tako in tako. Ni nujno. V navdih poženejo človeka različne pijače. Pijače? Ali so ali niso. Simbolično vzeto nismo stvarni. Nismo bili samo stvarnost, ampak vedno še nekaj več. Zmeraj smo bili bajke, pravljice, ali ne? Gremo raje v zidanico. Pravilno izgovarjati. Ne tako lesen, pa to, ne. Bolj živo. To je važno. Zato, ko to je velika predstava. Ja, ne veš, preveč. Ja, preveč. Preveč pesmi, ja. To ni dobro zdaj. Vse moramo, vse se popraviti. Spravili, vrede malo formo. Ja. Moramo res vzeti, ja, moramo stvari. Saj što pa tako tam tisto praviš, a veš, moj bolj mislim, tako tam, ne vse.
To ne. Ne vse, stvari so ene dobre. Vse pa ni dobro, ne? Ja, no se ne možno, mislim. Kako ste si tu? Mladi smo še. Ja, ker to smo bili sami, ne? Ja, jaz Pa jasno. Kaj pa na koncu? Na koncu, mislim, te začetek, da je tudi civile zelo pomembno. Vse ni to, pa to potate pa... Ja. Peter, vaš profesor. A nismo rekli, da v meno zapeli? Tako je, eno bomo zapeli. Ja. Mira pa. Aha, ja. No tako, da ne bodo rekli, da sem vas napak vzgajal, da sem reakcionar, pokvarjenec. Če bomo ostali skupaj, se bomo še marsikaj lahko naučili. Mislim, če bomo prijatelji. Timo ga še. Ja. No, pa če vas vržejo iz šole, ker ste popivali iz Mladino. Veste kaj? Vas bodo, ker ste popivali z mano. Se popučkam na slovensko prosveto. Jaz sem umetnik. Zunaj je čist svetla mesečna noč. Čudovito toplo je. Aj, veste kaj? Počastimo ta mesec tam zunaj. To kresno noč. Nekoč so jo čarovnice. Ven! Gremo ven! Tako. Tišina. Prisluškujmo, da se izduši. Takšne mesečine še nisem doživel. Čajmo življenje. Jaz sem za najbolj čiste oblike. Vse naj ima svoje prvotno oblačilo. Poloto. Lepoto. Tako je, bodmo nagi!
Kaj pa zdaj? Profesor je pijan kočik. Fantje, konec je meditaciji. Odnesite ga, hitro. Hitro. Ja pa koliko za vraga, ste bil skozi pamet. Vidite, kam ga skrimo, v zidanko. Pokrijemo ga s hansko plahto.